N1 podcast s Suzano Lovec. Dragi gledalci, drage gledalke, poslušalci in poslušalke, danes so umetni inteligenci in GAMS-u. To je N1 podcast, jaz sem Suzana Lovec. GAMS pa je prvi odprtokodni veliki generativni jezikovni model za slovenščino. Dr. Simon Krek, vodja projekta Povejmo, v okviru katerega je nastal GAMS, pa je danes moj gost. Dober dan, dr. Krek, dobrodošli. Pozdravljeni. Za vse, ki ne poznajo, kako bi GAMS-a opisali. Kratica GAMS pomeni generativni model za slovenščino. To je projekt Centra za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani. Nastal je na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani. GAMS je na voljo kot klepetalnik na spletni strani povejmo.si, torej lahko tam ga preizkusijo poslušalci in poslušalke. Hkrati je dostopen tudi kot odprtokodni model na platformi Hugging Face. Podjetjem, javnim ustanovam, posameznikom naj bi omogočal, da ga prilagodijo potrebam v lastnih okoljih, pri čemer, kot radi poudarjate, podatki ostanejo pod njihovim nadzorom, ne potujejo na tuje strežnike. Ampak, kako bi vi s svojimi besedami GAMS-a predstavili uporabnikom oziroma javnosti? Treba je v bistvu več segmentov tukaj omeniti. En je ta, da sam model na sebi še ničesar ne zna. To se pravi, ko vzamete nek odprt model, v našem primeru je bil to Google model Gemma, ga dotrenirate s podatki, ki jih imate, v našem primeru so to predvsem slovenski, pa tudi drugi, deloma srbščina, hrvaščina, angleščina. To je prvi del, se pravi, da samo dodate nek tip informacije v model. Potem je pa treba še narediti kar veliko stvari, kot recimo treba je izdelati podatkovne množice, s katerimi se potem ta model nauči recimo odgovarjati na vprašanja ali kakšne druge stvari. In zato, da pridemo do klepetalnika, je ta del nujen, ker sam model še ničesar ne zna. Na drugi strani je treba imeti tudi mehanizme, ki bodo preprečili zlorabe. To pomeni, da je treba še druge podatkovne množice narediti, kjer potem rečemo, to so vprašanja, na katere ne smeš odgovarjati. In pač, da ne gremo v podrobnosti, obstaja nek tak ekosistem vseh raznih podatkov, ki jih je treba še narediti ali zbrati poleg samega modela. Kakšna so vprašanja, na katera ne sme odgovarjati? Mislim, to si lahko predstavljamo precej jasno, ne smeš odgovarjati, kako narediti samomor, ne vem, kako narediti bombo, kako pač vse, kar škodi v bistvu. Javnemu interesu in ljudem. Ljudem, ja. Vsi že četajo, vsi poznajo ChatGPT, Gemini in tako naprej. Kako bi ga GAMS-a torej ljudem predstavili v primerjavi s temi? Torej, zmogljiv je seveda manj, ampak? Ja, mislim, tukaj sta ključna stvar, ki jo je treba tukaj povedati, je naslednja. Jasno je, da so ti modeli, ki jih delajo pač v glavnem v ZDA, precej bolj sposobni. Tako, precej bolj sposobni. In mi smo pač naredili nekaj, kar nam zagotavlja določen del suverenosti za naš jezik. To pomeni, da če imate tak model, ki zna, ne vem, recimo priti do nekje 85% tega, kar znajo večji modeli, je to že dovolj, da je uporabno za tiste situacije, kjer podatki absolutno morajo ostati znotraj, ne vem, države ali inštitucije ali, ne vem, Evrope. In to so take stvari kot recimo medicinski podatki. Sodstvo. Sodstvo in tako naprej. In to pomeni, da pač ta model uporabite znotraj zaprtega sistema in bo še vedno deloval. Imeli boste zagotovljeno umetno inteligenco za svoj jezik, ki bo delala
relativno v redu. Pa ga recimo sodstvo, zdravstvo slovensko že uporablja? V bistvu ja. Mislim, pač nimamo povsem nadzora nad informacijami. Kdo vse to uporablja, ker vidimo samo kolikrat se naloži iz Hugging Facea. Ampak posredno pa vemo, da se uporablja v raznih kontekstih. Torej, če zelo laično povem, lahko grejo na povem.si in ga uporabljajo tako podobno kot ChatGPT recimo ali pa Gemini, lahko ga pa tudi potegnejo dol in ga prilagodijo svojim potrebam. Ja, to je ključno. Vi ste zaposleni na Inštitutu Jožef Stefan, laboratorij za umetno inteligenco na Univerzi v Ljubljani, na Filozofski fakulteti in Fakulteti za računalništvo in informatiko. Ste, kot sem rekla, vodja Centra za jezikovne vire in tehnologijo, torej jezikoslovec. Vaša glavna področja delovanja: leksikografija in leksikogramatika, korpusno jezikoslovje, računalniška obdelava naravnih jezikov, jezikovno-tehnološka infrastruktura, računalniško podprto učenje in poučevanje jezikov. Kdaj in kako ste zajadrali umetno inteligenco? Kakšen je bil ta skok? A je bil to skok, ker je bilo to neko počasno plavanje? To je bilo zelo počasno plavanje. Aha, ja. Mislim, ki se je začela tako pred 30 leti. Jaz sem bil v bistvu 10 let urednik na založbi DZS. Tako se je začela moja pot in takrat je bilo pravzaprav treba omogočiti, ker sem bil urednik za slovarje, da vemo, kakšna slovenščina takrat je. To je bilo v 90-ih, kjer se je zamenjal tudi sistem, to pomeni, da se je tudi precej jezik zamenjal. In takrat smo začeli že, ko sem bil na založbi, z nečim, kar se imenuje besedilni korpus. To pomeni, da smo zbrali ogromno število besedil po nekih kriterijih, zato da bi dobili nek vzorec jezika in iz tega lahko sklepali, kakšna slovenščina je takrat. In na nek način se je to potem nadaljevalo. Pač založništvo je, kako bi rekel, z internetom je počasi umiralo, in ni bilo več prostora za vse, ki smo tam delali, in takrat sem se potem premaknil na pač znotraj akademske sfere, recimo temu, na Inštitut Jožef Stefan, potem pa še na obe fakulteti, ki ste jih omenili. Ampak na nek način je bila vsebina ves čas podobna. Vsebina se je tikala tega, da vemo, kakšna je slovenščina v danem trenutku. In to je bilo konec 90-ih, to je bilo potem v 2000-ih in tako smo prišli nekje do točke umetne inteligence, ki je bila nam na nek način dana od zunaj. Pač leta 2022, kot vemo, je prišel ven ChatGPT in je postalo vsem jasno, da je zdaj pa treba nekaj narediti v zvezi s tem tudi pri slovenščini. In tako smo prišli do tega projekta. Povejmo. Kako je potekalo čisto sodelovanje, navezovanje stikov in kako poteka zdaj recimo sodelovanje z zelo različnimi torej drugimi vejami znanosti, torej na fakulteti, na FRIU, koliko je jezikoslovcev tukaj, koliko je ljudi iz FRIA, na kak način rešujete skupaj probleme, kako v bistvu poteka to, kako izgledajo sami sestanki? Ja. To se pravi, ta Center za jezikovne vire in tehnologije je v bistvu nastal leta, mislim, prvi zametki so bili 2012, v resnici je bil pa ustanovljen 2015 in je bil pravzaprav namenjen ravno temu, da skupaj damo različne profile, predvsem računalničarje in jezikoslovce, in da se ustvari infrastruktura za slovenščino, ki bo imela oba segmenta pokrita. To se pravi, ko rabiš računalničarja, bo na voljo, ko rabiš jezikoslovca, bo na voljo. In to kar v redu funkcionira, in je tudi zelo nujno,
ker je v vmesnem času, v bistvu vemo, da so se jeziki blazno digitalizirali, rabimo govorne tehnologije, tekstovne tehnologije, umetno inteligenco in tako naprej. In to smo ves čas počeli. To Center za jezikovne vire in tehnologije počne, hkrati imamo pa tudi druge fakultete zraven, to se pravi FF in FRISTA, jezikoslovje. Računalništvo, potem je tudi FDV, je fakulteta za upravo, je elektro fakulteta, predvsem govorne tehnologije in tako naprej. Se pravi, imamo neko tako interdisciplinarno ekipo, ki pokriva marsikaj, vse tisto, kar ste prej našteli, s čim se ukvarjamo. Dr. Marko Robnik-Šikonja, ko predstavi, pogledala sem to video predstavitev ljudi, ki so sodelovali pri GAMS-u, on predstavi, kaj so veliki jezikovni modeli in zakaj potrebujemo tudi takega za slovenščino. Jezikovni model, ki bo razumel vso slovenščino, vključno z narečji, je ena najlepših, ampak zelo težkih nalog, je rekel torej profesor računalništva in matematike. Kaj je ta težek del? Težek del je predvsem so podatki. Zato, ker jasno je, da cela umetna inteligenca, tudi ta ameriško-kitajska, deluje na tem, da imate dostop do ogromnega števila podatkov o različnih jezikih. In v našem primeru, ker imamo en jezik, pa pomeni, da imate dostop do ogromnega števila podatkov za posamezne dialekte, za posamezne stile pisanja, ne vem, od novinarskega, literarnega, upravnega, marsikakšnega drugega. In čim več teh podatkov je, tem boljš bo zadeva delala. Zato je to kar ključna stvar. Kje je GAMS zdaj s podatki? Koliko besedil oziroma besed ima na voljo? Zdaj tako, mi imamo v bistvu teh avtentičnih podatkov, za katere vemo, da so jih napisali ljudje, recimo, okrog 12 milijard besed. V slovenščini to pokriva, ne vem, znanstveni jezik, časopise in tako naprej. Želeli ste 40, ne? Kako? 40 je bil cilj, ne? Cilj je bil 40, ampak nismo prišli do njega. In zakaj ne? Zato, ker obstaja kar precejšen strah v družbi glede tega, kam bodo ti podatki šli, kdo jih bo zlorabil in tako naprej. In to je stvar, ki jo bo po mojem mnenju treba rešiti slej ko prej, bolje prej kot slej. Zdaj, iz česa se je potem GAMS učil? Učil se je iz 100 milijard besed približno. In vse ostalo je bilo bodisi prevedeno, bodisi zgenerirano. In to pomeni, da dobro zna slovensko, malo manj pa ve o Sloveniji in o vsem, kar bi lahko vedel, če bi bili podatki avtentični. To pomeni, da bi dobili recimo vse, kar ima Narodna in univerzitetna knjižnica, da bi dobili, ne vem, arhive časopisov, MMC, od RTV-ja, ki ga tudi nismo dobili, in tako naprej. Mislim, da zdaj po izkušnji tega projekta je v resnici tako, da verjetno mora priti do nekega splošnega družbenega konsenza, da damo vso slovenščino na kup, da zagotovimo, če je to fakulteta za računalništvo in informatiko ali je Narodna univerzitetna knjižnica, niti ni važno, ampak da zagotovimo dostop, ki bo kontroliran in varen, da bomo lahko naprej razvijali GAMS-e in mogoče še kaj drugega. Pri nastajanju GAMS-a, recimo Domen Vrež, glavni razvijalec GAMS-a, je opisal, kako so testirali GAMS-a. Pravi pa tudi, slovenščina je majhen jezik, imamo že veliko orodij, pomembno pa je, da se zavedamo, da lahko odprto in varno umetno inteligenco gradimo samo skupaj. To je ta skupaj, o katerem ste vi zdaj govorili? Ja, to je to. Kako široka je bila ta ekipa, recimo, in kje je projekt zdaj? Projekt se je iztekel. Projekt je zaključen. Kaj pa sledi?
Ne vemo točno, kaj sledi. V bistvu obstajajo neki indici, da Agencija za raziskovanje želi naprej še to. Aris pa je usta bila financerja, ne? Tako. Ja. Ampak ni pa še nobenih konkretnih, bi rekel, akcij, ki bi peljale do nadaljevanja razvoja Gamsa. Pač upamo, da bo. Ne? Mislim, po mojem mnenju seveda bi to bilo nujno, tudi zato, ker ne glede na to, da Evropa močno zaostaja za Ameriko in Kitajsko, pri tem vendarle se v Evropi stvari dogajajo. Ne? Pač predvsem ti večje jezikovne skupnosti, da tako rečem, nemščina, francoščina, španščina. In ostali niso pri miru. Tako da, če bomo mi stali pri miru, kar bi bilo, če ne bi bilo nadaljevanja, bomo zaostajali. Vi radi razložite to suverenost. Ne? Gams naj bi zagotavljal vsaj določeno mero suverenosti. To se nanaša tako na slovenščino, verjetno kot na varnost. Ne? Mislim, to se nanaša predvsem na slovenščino. To mi počnemo. Ampak laično vprašanje recimo tukaj je, ampak sej tudi drugi modeli, recimo, če četamo na ChatGPT-jem ali Geminijem, nam odgovarjajo v slovenščini. Zakaj je to drugače? Mislim, to se je treba samo predstavljati kot pač stikalo. V smislu, da če imate elektriko doma, boste lahko prižgali luč. Če vam nekdo elektriko ugasne, te luči ne bo več. In kaj bo potem? Sveča. Tako da, v tem smislu, če imaš model, ki si ga sam, mislim, ki ga lahko vedno uporabiš, ne glede na to, ali kdo ugasne ali ne, to luč ali pa umetno inteligenco boste še vedno lahko kaj videli v temi. Samooskrba, torej bi lahko rekli. Ja, samooskrba. Ja. Zdaj, 2 dni nazaj, mi dva snemamo to v četrtek, svetovni mediji so poročali, da je ChatGPT samoiniciativno in samostojno vdrl drugo podjetje s področja umetne inteligence, to je že omenjeni Hugging Face. Mediji so poročali, da recimo britanski mediji, da je to trenutek streznitve, da bi moral biti. Kaj ste recimo vi na centru, ko ste slišali za to novico, rekli, mislili? Kot rečeno, tudi sam Gams je na Hugging Faceu. Kaj to pomeni v teh relacijah? Rekli ste mi prej, da tle ta skrb ni potrebna. Ne? Zakaj? Ja, zato, ker je pač Gams odprt model. Mislim, in mi želimo, da ga vsi uporabljajo. In da gre naokrog. Tukaj, kar je bilo opozorilo, gre predvsem za tiste segmente, ne vem, recimo temu interneta ali pa tega, kar je dostopno, kar bi moralo biti zavarovano. In nekdo ali pač podjetja ali kdorkoli drug noče, da umetne inteligenčne platforme dostopajo do njihovih podatkov. In to je tisti del, kjer je postalo jasno, da sami kreatorji nimajo povsem nadzora nad tem, kar so naredili. Pač oni niso hoteli, da bi ta model prišel do zaprtih delov Hugging Facea. Ampak se je to zgodilo, ker se je model tako odločil. In recimo v vaši skupnosti, strokovnjaki, s katerimi delate, kako je odmeval ta novica? Mislim, zdaj, jaz sem vseeno na strani jezikoslovja. Torej, vi niste strokovnjak za kibernetsko varnost, to poudarjam, ampak vseeno toliko izkušenj na podlagi toliko let dela imate, da... Mislim, nasploh lahko rečem samo to, da je zdaj zelo hitro prihajajo razna opozorila. Prvo opozorilo je bilo že pač takrat novembra 2022, da imamo zdaj model, ki dejansko zna generirati jezik
ki izgleda kot zelo človeški jezik. Do takrat tega ni bilo. To, kar se je zgodilo par dni nazaj, je opozorilo, da bodo pač ti še močnejši, precej močnejši modeli kot leta 2022 očitno začeli sami dostopati do raznih delov interneta, kar je treba zelo, zelo dobro kontrolirati. Ta občutek ob branju te novice, ne, je pri laikih mogoče sprožil tudi nek občutek, kot v filmu Terminator, ne, kjer v bistvu se upelje ta zaplet s Skynetom. Ste imeli tudi vi, midva sva približno generacija, ne, ki je Terminatorja gledala kot znanstveno fantastiko, ampak se pravi, gre tle za fikcijo, ampak vendarle so ti občutki zelo podobni, a ne? Ja, ampak to so v bistvu občutki, ki so jih verjetno imeli še generacija pred nami, pri tem, ko je pač so prvič gledali, da atomska bomba pade. Mislim, te možnosti prej ni bilo. Uničiti svet. In zdaj imamo še eno drugo možnost, kako to narediti. To je treba pač upravljati, to je treba kontrolirati, nadzorovati in imeti nek konsens, kako bo to uporabljeno za dobrobit ljudi, ne pa za uničenje. Ne. In vse to je umanjkalo do zdaj, ne? Mislim, komercialni modeli v bistvu mi ne vemo niti na kak način funkcionirajo pod nadzorom v določenih, ne samo v tem primeru, tudi drugi so že bili, a ne? Ko v bistvu naredi nekaj, kar se opiše kot umetna inteligenca, ki uide izpod nadzora, ne? Ja, mislim, v tem smislu je jasno, da rabimo tako, tega ne bi smele upravljati zasebne firme v ZDA. Ampak bi moral biti nek splošen konsens, nadzor, ki ga potem morajo tudi oni upoštevati. Mislim, predvsem pa še ena stvar mogoče dodal, da je tukaj, mislim, tudi neka budnica za Evropsko unijo in pač Evropo, ker nujno, absolutno nujno rabimo svoje rešitve, ki bojo pač primerljive z tem, kar se dela na Kitajskem in v ZDA. Moment. Vi sodelujete v tem projektu AltEdic, ne, Alliance for Language Technologies, Zveza za jezikovne tehnologije. Vloga tega AltEdica je ustvariti skupno evropsko podatkovno infrastrukturo in storitve za jezikovne tehnologije, ne, da se ukrepi konkurenčnost Evrope in podpre hkrati kulturna raznolikost. Zdaj, kaj točno v luči tega, kar ste zdaj rekli, da Evropa zaostaja, da vsi vemo, da Evropa na področju teh tehnologij močno zaostaja za Kitajsko in Ameriko. Kaj počne to zavezništvo? Usklajuje ga Francija, ne, šteje pa 17 držav članic in 8 članic opazovalk. Kaj počne in kaj počnete vi recimo v njem? Mi počnemo pravzaprav isto, kot smo počeli tukaj znotraj projekta Povejmo. Ne? To pomeni, da zbiramo besedila, tako kot smo počeli za slovenščino, to zdaj počnemo tam za vse evropske jezike, vsaj za uradne, no, ampak tudi ostale. Potem zagotavljamo te podatkovne množice, ki sem jih omenjal prej, varnostne in tako naprej. Tretja stvar, ki jo počnemo, je, da zagotavljamo možnost preverjanja, kako sploh deluje nek model za določen jezik. Ker je cilj seveda to, da so vsi jeziki pokriti na podoben način, ampak to je potem odvisno od podatkov, ki so na voljo in raznih drugih zadev. Tako da znotraj Evropske unije vsekakor moramo vedeti, kako deluje umetna inteligenca za vse jezike, od malteščine do estonščine, ki ima 1 milijon govorcev, 500 000 govorcev in tako naprej. To so velike razlike, ko imate vi 80 milijonov pač govorcev nemščine in tako naprej. In se pravi, ta segment, da se zagotovi jasna informacija glede kvalitete delovanja za določen jezik, to je tudi en del, ki ga pokrivamo tam. Potem en tak podprojekt znotraj tega je izdelava modela evropskega. In
investicija je tako, trenutno je v tem Altediku približno 100 milijonov evrov, kar je seveda v primerjavi, če gledate številke, a ne, v Ameriki in na Kitajskem tako drobiž. In v tem smislu jaz mislim, da bi morali precej pojačati ta del znotraj Evrope. To je samo zametek. Kje pa, recimo, v zadnjem letu smo videli to, da je zaživela slovenska tovarna umetne inteligence, to so novice v zadnjih mesecih. Potem še predtem so bile novice o tem, ko je več kot 70 strokovnjakov in nevladnih organizacij premierja Roberta Goloba pozvalo, naj prekliče javno naročilo za nacionalno platformo za generativno umetno inteligenco. Takrat so opozarjali, da nakup licenc tujih korporacij spodkopava digitalno suverenost Slovenije, ogroža varnost. Premier Golob pa je takrat odgovarjal, da bodo s platformo bistveno dvignili zaščito posameznika, podjetij in javnih storitev. V sklopu vseh teh novic zadnjih mesecev, v luči tega, kar ste rekli zdaj za Evropo, v luči tega, kar se dogaja, te nesluteni premiki zadnjih let v Ameriki in na Kitajskem, kje je Slovenija znotraj tega, kje je GAM znotraj tega in kje so ti novi načrti, o katerih govorite, kjer bi morala Evropa pojačati svojo dejavnost? Kam znotraj teh novic o Sloveniji bi umestili recimo tudi GAMS-a? Ja, dogajanje je precej dinamično. Tako da na večjih ravneh tudi? Ja. Mislim, in v bistvu se je treba prilagajati danemu trenutku. To je osnovno sporočilo. In zdaj, kaj v tem kontekstu, kar govorite, oziroma kar sprašujete, kje smo? To se pravi, tovarna umetne inteligence je namenjena predvsem temu, da začnejo podjetja in vsi, ki pač to rabijo, uporabljati umetno inteligenco. In to je treba podpreti. To pač ljudje ne znajo. In v tem smislu je to absolutno pravi mehanizem za to, da omogočimo podporo, da omogočimo pač strežnike, ki bodo potem lahko jih uporabljala podjetja za svoje stvari, za uvajanje umetne inteligence. Drug del tega je, da seveda ta tovarna umetne inteligence ne more zagotoviti vsega, kar bi bilo lahko na voljo, ker so vendarle ti modeli ameriški in tako naprej toliko močnejši. In to je bilo to vprašanje nakupa, pač ni samo za ChatGPT, ampak tudi ostali modeli, kjer je tudi smiselno, ker dokler ti nimaš enakovredne storitve, potem ti preostane drugega na nek način, da če hočeš dobro svojim podjetjem in vsem v ekosistemu, ki tukaj je v Sloveniji, potem je boljše, da imaš najboljše rešitve. In to je bilo namenjeno temu. Dokler hkrati je pa vzporedno treba delati tudi na tem, da imamo sami enake primerljive rešitve, in to je pa pač ta Altedik in vse ostalo, kar se dogaja na ravni Evropske unije in Evropske komisije in tako naprej. Se pravi, treba delati paralelno in v Sloveniji, seveda s tem, da zbiramo besedila v slovenščini, tako naprej. Treba delovati znotraj evropskih iniciativ, ki to pokrivajo, in zagotoviti predvsem, da imamo pač vsi, in govorci slovenščine in podjetja v Sloveniji in tako naprej, enake možnosti kot drugi, če ne zaostajamo. Razvoj teh komercialnih generativnih velikih jezikovnih modelov v primerjavi z odprtokodnimi. Kaj so tu glavne razlike, razen sposobnosti in mogoče načina razvoja? Ker GAMS in podobni, da rečem tako, drugi evropski, so v bistvu bili bolj kot ne odziv, nek tak na čete in podobno. Ja, mislim, tukaj je vprašanje predvsem te vrste. Zdaj, prej ste omenili suverenost. Ja. Del suverenosti je tudi to, kaj se dogaja s tvojimi podatki. In niti na Kitajskem, niti v Ameriki ta podjetja nikogar ne vprašajo, če lahko uporabljajo njihove podatke ali ne. Medtem, ko mi moramo to narediti. In v tem smislu imamo precej zvezane roke, ker rečemo, ok, se pravi,
podatki o Sloveniji vemo, da bodo v teh modelih vsi, ne vem, Gemini, OpenAI in tako naprej, ChatGPT, bodo vsi, do katerih lahko pridejo. Ali jih kupijo, ali jih pač po Sloveniji, pa po Evropi in tako naprej, ali jih samo vzamejo in nikogar nič ne vprašajo. In v tem smislu je razlika že ta, ko rečemo, da je veliko teh podatkov, na katerih se je GAMS učil, bodi si prevedenih iz angleščine ali generiranih, to pomeni, da smo se sami na nek način ustrelili v nogo, ker bo mogoče potem model, ki je pobral te podatke, ne da bi kogarkoli vprašal, več vedel o Sloveniji in o slovenščini in tako naprej, kot naš lastni model. In zato je zato je ključno, da imamo dostop do vseh podatkov, ampak da jih tudi zavarujemo na ta način, da ne bodo zlorabljeni. In zdaj ta velik del te razlike med temi manjšimi odprtimi modeli in temi največjimi, kitajsko-ameriškimi, izhaja tudi iz tega, kakšne podatke imajo na voljo. In tukaj znotraj projekta Povejmo smo imeli tudi situacije, kjer smo videli, da dejansko različni deležniki, recimo temu, so naklonjeni temu, da svoje podatke prodajo čim več podjetjem. Na drugi strani pa si zapreš možnost, da bi imel v resnici ta skupni model, ki bi bil boljši zaradi tega, ker bi imel dostop do teh podatkov. To je kar tako tragično. To je to, kar ste prej na začetku opisovali, v bistvu kot neko frustracijo? Ja, seveda. Torej, gre za problem virov, ste mi tudi zadnjič rekli, ko sva se pogovarjala pred dnevi. Za nacionalni radio ste nedavno rekli, da torej tukaj niste najbolj zadovoljni, ne? RTV, to ni samo radio, televizija. Ne, ko ste govorili za nacionalni radio. V oddaji za nacionalni radio ste poudarili, da v bistvu tukaj niste najbolj zadovoljni, ampak kje so zdaj vse še rezerve? Torej, pri tem nacionalnem delu se vam zdi nujen dostop do gradiv. Kaj torej še, če se projekt iztekel, kje vidite nadaljevanje? Mislim, po mojem bo moralo biti neko nadaljevanje tako dolgoročno, v smislu, ne vem, mislim, da sem v tistem intervjuju omenil knjižnice. Pač to je neka taka infrastruktura, do katere imamo potem dostop vsi. Se lahko razmišljamo tudi o, ne vem, cestah in o železnicah in tako naprej. Pač velika razlika je bila in neka odločitev je morala priti, da se naredi železnica od Dunaja do Trsta, v enem momentu. Ali pa da imamo avtocestni križ. In v tem primeru, mislim, imeli smo tudi odločitev v nekem momentu, da bomo imeli nacionalno knjižnico, regionalne knjižnice, lokalne knjižnice in tako naprej in bojo imeli ljudje dostop do knjig. Zdaj moramo zagotoviti to za pač umetno inteligenčne rešitve. To pomeni, da moramo zbrati vsa besedila, ki sploh obstajajo v slovenščini, jih tudi digitalizirati, ker vemo, da NUK pravzaprav nima zelo veliko digitaliziranega gradiva. Ima digitalizirano staro gradivo, pač, ne vem, 19. stoletje, začetek 20. ampak ne pa teh zadnjih, zaradi tega, ker pridemo do problema copyrighta, do problema avtorskih pravic, kjer pa je v bistvu zdaj o teh avtorskih pravicah, vsaj po mojem mnenju, treba razmišljati malce drugače kot v svetu knjig. Se pravi, ko se je vse še tiskalo. Predvsem na ta način, da je treba zbrati gradiva, najprej zbrati gradiva in potem se odločiti, kako točno se bo to zgodilo. Mislim, kaj se bo s tem gradivom lahko zgodilo ali pa ne bo smelo zgoditi. To je podobno, kot imate obvezni izvod v pač knjižnici. Vsak založnik mora poslati 15 izvodov v NUK.
Nažalost pa še ni, recimo v zakonu, niti to predvideno, da bi digitalni izvod moralo nuditi, kar bi precej olajšalo. Mi bomo zdaj morali vse stvari, ki so bile enkrat že postavljene, digitalizirane, vsi pišemo v Wordu in podobnih pripomočkih in potem se to natisne, pozabi na celo digitalno zgodbo in še enkrat poskenira po OCR-a, se pravi Optical Character Recognition, da se črke prepoznava. To lahko naredimo, ampak je odveč. To je popolnoma brezvezen del procesa. Kako tektonski premiki se dogajajo za jezik, ko se dogaja umetna inteligenca, ko se dogaja digitalizacija? Ja, mislim, to je pa kar tako zanimivo družbeno vprašanje, ker zdaj je dejansko prvič, da obstaja možnost, da umetno zgeneriramo jezik, ki, mislim, te možnosti prej ni bilo. In to pomeni, da mislim, tako, če zares v skrajnost gremo, lahko rečemo, da če vsi Slovenci izginemo in Slovenke, bo slovenščina še vedno lahko generirala se naprej. In to je, mislim, o teh možnostih do zdaj niti nismo do konca znali razmisliti o teh 3 letih. V smislu, da ne vem, vzamemo cel korpus vseh latinskih tekstov, ki jih imamo in začnemo pisati nove latinske knjige, nove filozofske knjige in tako naprej. Mislim, en del, recimo, ki je meni absolutno fascinanten, je nek izziv, ki se imenuje Vezuv, kjer so pač neke, v bistvu so zogleneli knjige, recimo temu, ko je pač izbruhnil Vezuv, in če jih kakorkoli se dotaknete, bojo razpadli, ampak so jih pa poskenirali in zdaj lahko beremo nove tekste, ki jih 2000 let nismo mogli brati. In podobne zadeve. To so, mislim, veliko stvari je takih, ki zdaj prihajajo kot možnost in jih niti ne znamo še povsem razmisliti kot družba, ne samo kot jezikoslovci. To prihaja. Kaj bi, če se vrneva na GAMS, kaj bi bilo razen tega materialov, torej virov, še potrebno spremeniti na njem, da bi bil boljši? Mislim, na nek način je odgovor preprost. Čim večji model bo, tem boljši bo. Čim več bo podatkov, tem boljši bo, in v tem smislu imamo ti 2 dimenziji, dostop do HPC-ev, do teh superračunalnikov, na drugi strani dostop do podatkov. Torej, poleg slovenskega superračunalnika Vega je bil uporabljen tudi, oziroma je uporabljen evropski superračunalnik Leonardo v Bologni, ne? Tako. Kako to poteka? Ja, to obstaja pač neka skupnost teh superračunalnikov po celi Evropi, ki se potem tudi distribuirajo naloge in tako naprej, in ti se prijaviš in potem dobiš določene ure za določen namen. V tem primeru je bil to izdelava GAMS-a in tako bo potekalo tudi naprej. A imate vi aktualne podatke? Rekli ste mi prej v bistvu, da veste samo, koliko približno je te uporabe, ampak imate recimo aktualne podatke, koliko fizičnih oseb dostopa do GAMS-a, koliko podjetij ga dol skine, te sorte podatke imate? Imamo podatke, kolikrat je bil prenešen, ja. Ampak to je javni podatek, ki ga lahko vsak pogleda na Hugging Face-u. V tem smislu je tudi mogoče zanimivo vprašanje, ker mi smo naredili 3 modele v bistvu po velikosti. Največji ima 27 milijard parametrov, mislim, to nima smisla, da gre o podrobnosti, potem 12 milijard in 2 milijardi.
In zakaj je to? Ker imajo različni interesenti različne možnosti. Za 27 milijardni model morate že imeti kar pošten hardware. Ta mali model pa lahko poganjate na telefonu in potrebe so različne. V tem smislu se zdi, da je najbolj popularen ta 12 milijardni model. S koliko približno, veste mogoče? Kolikrat je bil prenešen? Mislim, da 3000 nekaj takega. V drugem delu tega vašega projekta so v bistvu konkretna podjetja konkretnim potrebam svojim prilagodila. Better ga je uporabil za razvoj rešitve, ki s pogovorom med zdravnikom in pacientom samodejno pripravi strukturirano medicinsko dokumentacijo. Vitasis razvil robustne modele za prepoznavanje slovenskega govora, prilagojene medicinskemu industrijskemu okolju. Špica je model prilagodila za glasovno upravljanje skladiščnih in proizvodnih procesov v več jezikih, semantika za pripravo večjezičnih muzejskih vsebin in interaktivnih predstavitev kulturne dediščine, X-Lab pa za generiranje opisov računalniške infrastrukture v programski kodi. Kje tukaj vidite ali pa kaj ste zaznali v sodelovanju s temi podjetji, kaj bi še bilo možno, kje vidite možnosti razvoja, recimo preko tega drugega dela, ki je bil tudi pri Gamsu? Ja, mislim, tako kot ste videli, sta tukaj predvsem dva segmenta. En je ta govorjeni jezik, pač to je bilo in pri medicinskem primeru in v teh industrijskih okoljih, ker v bistvu govorjena slovenščina zdaj postaja precej bolj zanimiva, kot je bila včasih. Ravno zato, ker in zaradi socialnih omrežij in zaradi komunikacije, ki poteka precej govorno. Ta drugi del je pa v bistvu tekstovni, to, kar je imela semantika, in to je klasična, recimo, umetna inteligenca, kjer recimo delate povzetke, generirate tekst namesto ljudi, zato da imajo manj dela s tem. Potem znotraj medicinskega primera je bil tudi povezovanje podatkov, to je precej pomembno. Mislim, v tem smislu je prek teh primerov, ki ste jih našteli, je jasno, da je zadeva zelo, zelo uporabna. Mislim, in ta podjetja so na nek način, kako bi rekel, bila bolj usposobljena za to in podprta z naše strani, da so lahko uvedli to. Mislim, ker ta, kako bi rekel, stekleni strop, kar se tiče umetne inteligence, je predvsem to, da moraš vseeno malo vedeti, kako to upravljati, in to je ta tovarna umetne inteligence, ki je temu namenjena. Zato bi rekel, se to, kar smo naredili v projektu Povejmo, na nek način prenaša v to tovarno umetne inteligence, ker bodo podjetja začela to uporabljati, če jih bomo podprli na isti način, kot so bila podprta v tem projektu. Mislim, drugi del zgodbe je pa pač to, da po mojem mnenju bi bilo treba to uvesti povsod po javni upravi. Mislim, od sodstva do zdravstva, torej, do znanje šolstva, o pravilni uporabi. Kar rešitve, ki so zdaj na voljo in jih prej ni bilo. Se pravi, da se Gamsa ali pa katerekoli drugo modele za različne namene uporabi in uvede v celotnem spektru javne uprave. In da se verjetno tudi izobrazi ljudi, kaj je dobra uporaba, kaj je pa slaba uporaba. Absolutno, to spada zraven. Ja. Kako gre slovenščini v digitalni dobi? Nekaj sva že rekla. Pred 2 letoma sem tukaj gostila Kozmo Ahačiča, predstojnika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. Vprašala sem ga takrat, kje je slovenščina v času umetne inteligence. On je rekel, na vrhu smo med 100 jeziki, ki so najbolje zastopani v celotnem digitalnem svetu, in to je nekaj, o čemer so, če sem lahko patetičen, sanjali rodovi od srednjega veka. Vsak, ki se je zavedal, da govori slovensko, je sanjal, da bi slovenščina enkrat bila tako zelo samostojna, kot je samostojna danes.
To, da je prisotna v umetni inteligenci, pomeni še nekaj, da bo knjižna slovenščina se še dodatno zasidrala. Kje vi vidite prihodnost slovenščine v digitalni dobi? Ukvarjate se s temi korpusi, to je v bistvu vaš know-how, tukaj ste doma, ne? Kaj ugotavljate? Ja, podobno kot Kozma, da smo, mislim, da smo zgodovinsko gledano v bistvu v dobrem stanju. In zakaj? Jaz bi v bistvu rekel, da je prvi razlog, da lahko, smo v tem stanju, je dejstvo, da posredno prek samostojne države smo tudi postali uradni jezik Evropske unije. To ima ogromne konsekvence, ki jih težko tudi merimo, razumemo in tako naprej, zato ker cela Evropa in tudi ostali, Google in podobni, razmišljajo na ta način, da se pravi, najprej bomo podprli tiste, ki jih je največ, in to niso evropski jeziki, niti nemščina, ampak španščina je zaradi cele Južne Amerike in tako naprej. To se pravi, najprej bomo pokrili te velike jezike, potem bomo pokrili vse jezike Evropske unije. Zaradi tega, ker je to vseeno pomemben trg, ker to upravljajo in tako naprej. In tukaj pridemo mali dvomilijonski narod z svojim jezikom, pridemo zelo, zelo visoko, kjer nas absolutno ne bi bilo, če bi bilo tako. In jaz precej hodim po Evropi in spremljam to stanje in človek lahko vidi, kako je potem z baskovščino, z katalonščino, z temi jeziki, ki niso uradni jeziki Evropske unije. Imajo več govorcev, baskovščina ne, ampak katalonščina pa ja, ampak so podprti manj. Enostavno zaradi tega, ker niso v horizontu ali pa vidni kot uradni jezik Evropske unije, in v tem smislu nam gre dobro. Zdaj, drug del zgodbe je pa seveda ta, da je treba za to, da nam gre dobro, tudi kaj moramo sami narediti. In tukaj pridemo nazaj do te stare zgodbe o dostopu do podatkov, do upravljanja z avtorskimi pravicami in tako naprej, ker ta refleks lastništva je zelo močan. Na nek način bi jaz rekel, da imamo vsi neki mali jeziki in mali narodi, z malim številom govorcev, imamo nek tak osnovni refleks ogroženosti, osnovni refleks, to je moje, tega nikomur ne dam in tako naprej. Zdaj, v digitalni dobi je to refleks, ki je problematičen, ker je treba, se pravi, čim manj boš dal, tem manj boš imel. Če si, mogoče bi šel v primer Wikipedije, ker če se spomnite, ko se je začel internet, prej je bilo jasno, da je enciklopedija Britannica, kupuje se jo, tistih zvezkov je bilo ne vem koliko, velika zadeva, in potem nenadoma dobite možnost, da obstaja znanje, ki je samo na internetu in je vsem dostopno, Wikipedija. In na začetku je bil blazen ta, to je grozno, tam so bile študije o tem, kako je zdaj, so napačni podatki v Wikipediji in tako naprej, ampak v enem momentu je pa postalo jasno, to je to. Se pravi, mi imamo Wikipedijo, ki se uporablja na milijon različnih načinov in večina, tako 99% teh načinov in uporab je dobrih za ljudi. Cela Wikipedija je o umetni inteligenci in tako naprej. Zakaj? Zato, ker je lahko. In v tem smislu se je verjetno treba malo znebiti tega občutka, nikomur ne bom nič dal, to je moje, kjer smo tudi pri slovenščini imeli v teh
letih digitalizacije, s tem sem se velikokrat soočal, ne, ta lastniški refleks. Mislim, vključno z Inštitutom za slovenski jezik, ne, ker še zmeraj nimamo slovarja slovenskega knjižnega jezika, ki bi bil v odprtem dostopu. Oni zdaj delajo ta SSKJ, ampak ta originalni SSKJ ni odprt. To pomeni, da ga nihče ne sme uporabiti za nekaj, kar je v bistvu za vse Slovence in Slovenke. Mislim, pač slovar bi moral biti naš, skupen in dostopen vsem. In to je tisto, kar v resnici počnemo. Mislim, to jaz počnem že nekaj časa. In zdaj, ko govorimo od leta 2022 naprej, je pomembno tudi za umetno inteligenco. Pač isto moramo narediti. Dati dostop do podatkov, ki jih imamo, zato da bomo imeli boljšo umetno inteligenco za slovenščino. Vi pišete tudi kolumne za časopis Dnevnik, ne? Z veliko problemov tam razgrnete. Kateri je trenutno tak, da se vam zdi, recimo, da boste naslednji, o katerem boste pisali? Lahko rečem, da trenutno se mi zdi precej problematična napoved nove ministrice za kulturo, da se bo delal nov zakon o slovenskem jeziku. Kaj se vam zdi problematično? Ta jezikovno-politični del mi je precej zanimiv. Moram reči tako, da zakaj? Zato, ker se ves čas tudi soočamo s temi situacijami jezik v družbi, ko pač zbiramo besedila, ko vse počnemo, je treba to upoštevati. In v tem smislu, če pogledamo nazaj, mi imamo od leta 2004, mislim, da zakon o javni rabi slovenščine. In to je pomemben del, da rečemo, zasebna raba je taka, kot je, javna raba pa mora biti do neke mere regulirana, kar je okej, in zdaj bo to naj bi zamenjal zakon o slovenskem jeziku, ki pa zdaj regulira praktično, oziroma vsaj, če je napoved taka, da se bo zgledoval po hrvaškem zakonu, je napoved te vrste, da imamo neke vrste kulturni boj, kdo bo nadzoroval jezik. In to je tisto, kar je za mene problematično. Bomo videli, kako se bo to odvijalo. V bistvu napovedi v tem smislu so nehvaležne, lahko gre tudi v dobro smer, ampak če se bomo zgledovali po tem zakonu, hrvaškem zakonu, potem to ne kaže dobro. Najlepša hvala za gostovanje, za vaše misli in bomo spremljali še naprej, kaj se dogaja z Gamsom. Hvala za vabilo. Hvala še enkrat tudi vam, dragi gledalci in gledalke. Naslednji teden smo spet skupaj.